Pa poglejmo par vaj. Prva naloga, bom jaz vzela prvo B, da malo z ulomki poračunamo, ne. Prvi člen aritmetičnega zaporedja je -1 polovica. Diferenca zaporedja je -1 polovica tudi. Treba je pa zapisati prvih 5 členov aritmetičnega zaporedja. Se pravi, zaporedje je aritmetično zaporedje. AZ je krajšava za aritmetično zaporedje, ne. Seveda, aritmetično kot A aritmetično z zaporedjem. Okej, no, prvih 5 členov, to pomeni, prvih 5 členov pomeni A1, A2, A3, A4 in A5. Zdaj, A1 že poznamo, ne. A1 je -1 polovica, prvih 5. Potem imamo A2. A2 dobimo tako, da vzamemo A1 in prištejemo eno diferenco. Se pravi, imamo -1 polovica plus -1 polovica. Na srečo že imamo na skupnem imenovalcu, -1 polovica, -1 polovica sta -2 polovici, kar je -1. Se pravi, A2 je -1. A3. Zdaj, A3 lahko izračunamo kot A2 plus ena diferenca ali pa pomnožimo. Pravzaprav je čisto vseeno, ne. Recimo, jaz bom zdaj vzela A2 plus dodatna diferenca. To je zdaj, A2 je -1 minus 1 polovica. Se pravi, -2 polovici minus 1 polovica so -3 polovice. A4 je prejšnji člen, A3 plus diferenca. Se pravi, -3 polovice minus še ena polovica so -4 polovice, kar je -2. In pa še A5. Pa dajmo zdaj za hec A5 izraziti s splošnim členom. Mi bi lahko rekli, A5, to je tako A1 plus 4x D, ne. Smo rekli, vzamemo toliko je A5 pa za eno zmanjšamo. In to pomeni, je to -1 polovica plus 4x -1 polovica. To je zdaj -1 polovica minus 4 polovice, ne, pomnožimo tako 4 enine, 4x1, 1x2 in dobimo -5 polovic. Tako, to so zdaj, to je bila prva B in to je bilo zdaj prvih 5 členov. Tale je enostavnejša, ker pač ni ulomkov, drugače pa smisel te naloge popolnoma enaki smisli teh nalog so, tako da res ni problema. Okej. Pa bomo zdaj še drugo, pa bom tudi B, ne, zato ker A bo za vas, da boste lažje reševali. Se pravi, imamo podane člene aritmetičnega zaporedja. Pomembno je, da je aritmetično zaporedje, da bomo vedeli, da bo to za njih držalo. Se pravi, 7, 4, 1, -2 in tako naprej. Treba je določiti splošni člen. Splošni člen, smo rekli, to je tisti člen, ko nam določa vse ostale. AN je treba določiti. Če se spomnite, kaka je formula za AN. AN je prvi člen plus za eno manj krat D. In poglejmo zdaj, kaj bi mi rabili tule vedeti. Mi moramo nekako vstaviti noter v to formulo A1 pa D. Tale dva sta tista, ki jih iščemo. Zdaj, podana imamo kar števila, ne. To je zdaj A1, A2 pa tako naprej. Se pravi, mi kar iz vrste
Tele lahko preberemo, da je A1 7. Ok. Kako bi pa zdaj diferenco? Ja, diferenco moramo pa ugotoviti, katero število, s katerim številom zdaj tule prištevamo ali odštevamo. To lahko seveda se vidi na pamet, jaz vam pa priporočam, da vseeno se malo preverite. A2 minus A1 je formula in tukaj se hitro opazi, da je razlika 3, vendar razlika je v minusu, ne. In če vi samo rečete, da je diferenca 3, potem ni v redu. Rabite 4 namesto A1, namesto A2, minus 7 namesto A1 in dobite minus 3. Se pravi, diferenca je minus 3. A1 je 7. In zdaj lahko vstavimo noter vse v tole našo formulo. A-N je, namesto A1 damo 7 plus N minus 1 ostane, krat D je minus 3. Seveda pa še s tem tole še malo polepšamo. Množenje ima prednost pred seštevanjem, zato bomo z minus 3 pomnožili oba v tem oklepaju. To je zdaj 7, n krat minus 3 je minus 3n, minus 1 krat minus 3 je pa plus 3. In n je skupaj, številke skupaj, minus 3n plus 10 je na primer tale izraz. In gremo naprej. Da vidim, če je kakšen. Ja, pa dajmo še tretja B. Se pravi, zapiši iskani člen danega zaporedja. Imamo takole. Imamo aritmetično zaporedje. A5 je 24, diferenca je 7, nas pa zanima A300. Zdaj, kadarkoli hočemo karkoli izračunati z aritmetičnim zaporedjem, da se pol ne sprašujemo, ali imamo dosti podatkov ali ne, potrebujemo v bistvu A1 in potrebujemo D. D v tej nalogi že imamo. A1 pa nimamo, ne? Imamo pa zato en drug podatek, tole. A5 je 24. Zdaj, več možnosti je. Lahko bi nadaljevali od A5 pa razmislili, kako pridemo od A5 naprej do A300. Ampak jaz vam pa vseeno svetujem, da si A1 pa D izračunate, pa potem lahko tudi, če bi še kakršenkoli korak bil naprej, rešujete naloge, ne. In zdaj, mi vemo, da je A5 enako A1 plus 4 krat D. To vemo od tama, ne, da vedno za eno manj D-ja prištejemo. Zdaj pa, za A5 vemo, da je 24. A1 ne poznamo, plus 4 krat D pa poznamo, ne, D je pa 7. In lahko rešimo enačbo za A1. 4 krat 7 je 28, damo na drugo stran, se pravi 24 minus 28 je A1. Minus 4 je A1. Ok, takole. Zdaj imamo A1 in imamo D. Tule bom napisala še A1 je minus 4. Koliko pa izračunamo zdaj A300? Ja, A300 je pa A1 plus
299 krat d. In na našo srečo imamo A1 in imamo d. A300 je -4 plus 299 krat 7. A300 je, okej, tole se bom pa mogla poslužiti kalkulatorja, ker je kalkulator malček bolj retro, oziroma v bistvu je kar modern na mobitelu, ne, bo to malo dlje trajalo. Se pravi, damo 299 krat 7, to je 2093, pa jaz bom dala še kar -4, to je 2089. In to je rezultat te naloge. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!